Živijo v novem vlogu, tokrat ga začenjava malo bolj zgodaj, ura je komaj 7. Toliko zgodaj sva že tukaj zaradi tega, ker pride danes vodovod remontirati radiatorje, ker so zidovi že do te stopnje zaključili, da jih lahko, ampak jih bo pa vseeno zmontiral, preden midva narediva tla, zato da se ne bojo kaj poškodovala. Tako da ja, danes se bo s tem ukvarjal, pa verjetno še kakšen dan več, 1, 2, 3 dni bo verjetno kar rabil, zaradi tega, ker mora na stare cevi, ki pridejo iz tal ali pa iz stene, mora zdaj nove radiatorje priklopiti, ker seveda nimajo na istih razdaljah, na istih višinah priključkov, kakor so jih imeli oni 40 let stari, tako da se bo mogel kar igrati malo s krivljenjem cevmi pa z raznimi priključki. Tako da ja, upava, da mu bo šlo čim hitrejše in da bomo čim hitreje imeli ogrevanje v hiši. Midva pa bova mu vmes pomagala, poleg tega se bova probala tudi svojih stvari lotiti. Današnji cilj je nalepiti tapeto v spalnici. In v bistvu naj jo malo skrbijo, oziroma malo sva živčna, ker ne veva, kako bo šlo. Te tapete so vsaj v Sloveniji bile včasih tako bav, da jih ni najlažje lepiti, no. Tukaj jih vsi Švedi sami lepijo in ni nič čudenega to. Tako da upava, da bo tudi nama šlo in da ne bo kakšne zelo, da se ne bo kaj zelo odlimavalo ali strgalo ali napihovalo ali Ja, kakorkoli že. da se ne bo že na vhodu videli, da se vzorec ne ujema. Ja. Tako da ja, ful upava, da bo šlo. Ja, držite pesti. Midva se danes javljava z ful dobro novico, in sicer, da je vodovodar končal z inštalacijo radiatorjev, tako da je v hiši ful prijetno toplo, 21 stopinj in res je tako cozy, da bi kar se na kavču legla pa spala, namesto delala. Ampak žal, ja, do tja bo še nekaj časa preteklo, da bo kavč sestavljen. Ampak ja, sva zelo zadovoljna, no, da je toplo in je čisto drugačen občutek v hiši zdaj. Ja, pa tudi delati bo malo bolj prijetno. Sicer sva tudi prej imela en kalorifer tak delovni, tako da sva si segrela, ampak tiste je bilo bolj tako en prostor, je bil približen segret, ampak pa si šel pa v drug prostor nekaj iskat, je bilo pa, ne vem, 13-14 stopinj, tako da je bilo kar zoprno vseeno v takem delati, tako da bo zdaj precej bolj prijetno. Sva si pa danes posodila prikolico, tokrat ne od sosedov, ampak od enega iz sosednje vasi, ki jih prav renta. Tako da zaradi tega, ker rabiva veliko prikolico, ker greva po tla. To so take dolge lesene deske bojo in so dolge 5 metrov, ona prikolica je dolga pa 3, tako da zato sva si zdaj daljšo sposodila. Tako da ja, in v naslednjih dneh se pa pol tal lotila, upava, da bo šlo po planu. Malo bo sicer zoprn z njimi delati, ker so 5 metrov dolge, prostor je dolg pa glih 4,98, oba prostora v dnevni in kuhinji, tako da bo sicer idealno, da ne bo veliko stanka in da ne bo spojev treba imeti med deskami, ampak ja, bo pa malo zoprno jih noter spraviti v kuhinjo, sicer ne bo problema. Dnevno so zmerila, pa se nama zdi, da bi mogli iti, ampak v najslabšem primeru, če ne bo šlo, bo tam, kjer pridejo steklena vrata za ven iti, bo tam že zdaj eno luknjo naredila, tako da bo lahko deske noter spravila, pa bo bolj provizorično malo
zaprla, dokler ne pridejo okna zmontirati. Ja, so pa ta tla samo za kuhinjo in dnevno sobo. V bistvu so se odločila dati masivni les. Veva, da se bo sicer poškodoval bolj, kot če bi dala kakšen vinil, ampak v lesenih hišah je itak bolj priporočljivo lesene stvari oziroma naravne materiale uporabljati. Poleg tega, da je pač to neprimerljivo bolj prijetno za hoditi in živeti v takem, tako da bomo bolj pazljivi, no. In se že bolj veseliva, da bodo zares lepa tla. Včeraj sva potem pripeljala domov tla in sva zelo zadovoljna, da sva vse uspela not znositi. So naju pa opozorili, da ene 2 dni počakava, preden jih začneva polagati, zaradi tega, ker so lahko malo vlažna, da jih naj dava noter in da se prilagodijo pač na temperaturo in vlago v hiši, ker če ne, pač če preveč vlažno položiš, lahko potem se skrčijo in nastanejo vmes razpoke oziroma luknje med letvicami. Tako da ja, zdaj v teh 2 dneh, ko sem mislila, da bova že položila tla, bova opravila druge stvari, med drugim tudi tele cevi pobarvala. Kot sem omenila, imamo nove radiatorje, tako da ene cevi so bakrene, te bova s primerjem prvo pobarvala. Na žalost sem imela samo črn primer, ampak jih bova potem na koncu z belo barvo pobarvala. Pa tudi one stare cevi, ki so ostale, so kar grde, tako da bova jih še enkrat čez belo pobarvala, da bo vse skupaj malo lepše, kakor je zdaj. So se izkazala za precej trši oreh, kakor sva pričakovala. Ful težko grejo skupaj, no. Saj samo žaganje pa to ni problematično, tudi okrog radiatorskih cevi je šlo čisto v redu, ampak skupaj spraviti 2 deski je pa res naporno fizično delo. Jaz mislim, da tekom te prenove ni bilo še nobenega toliko napornega, niti na začetku, ko smo razbijali vse omare in vse zadeve, tiste je bilo veliko lažje proti temu. Tako da včeraj sva delala, zjutraj sva začela ob 9 in sva delala do pol 10 zvečer in naredila
skoraj do konca dnevno, ki je manjša od kuhne. Midva sva upala, da bo jutri prišla blizu koncu, včeraj prišla blizu koncu, pa mogoče danes sam še dokončala, ampak sva pol videla, da ne gre tako. Tako da sva bila zvečer res ful razočarana in obupana, ker sva res veliko delala, res sva bila ful zmatrana, narejen pa ni glih ful veliko. Tako da danes jutri sva šla pol na hiter še v mesto, sva že zjutraj ob 6:30 ostala, da bo čim manj časa zgubila. Tako da sva kupila malo težjo macolo, tam je zdaj dobro kilo, prejšnjo kladivo je imelo 400 gramov, tako da upam, da bo tukaj spremembe naredili. Pa v trgovini so nama še posodili tole orodje, da lahko ob zidu, da naj bi ob zidu lahko potem takole naslonu pa tukaj nabijal, ker nimaš dovolj prostora. Ampak ja, že s to desko tukaj imava kar težave. Na srečo je sicer pod kavčem, tako da nima idealne fuge vmes, nista se čisto lepo spojili deski, ampak sta večinsko spojeni, ampak boste pod kavčem, tako da se zato niti toliko ne sekirava, ampak ja, so pa kar utrujena že preden sva začela. Evo, po 3 dneh trdega dela so končno tla zaključena in da sva zelo zadovoljna z končnim izgledom. Včeraj sva delala do 9 zvečer in bila res toliko utrujena na koncu, da sem se šla samo stuširati, ampak ker sem imela edino motivacijo, da končava še to, da sva si obljubila, da bova potem jedla sirni fondi, sva si ga pol zvečer naredila in nazdravila z kozarcem vina. Ja. Res, to je bilo res ful težje delo, kakor sem pričakovala. No, ne, kakor sem pričakovala. Jaz sem pričakovala, da bo ful težko, Rok je pričakoval, da bo zelo easy in seveda pač prav, ne. Rezultat je pa, da je bilo še težje, kakor je Nastja pričakovala. To je bilo res ful. Na koncu sva brusila te utore malo, da so šle dile lepše skupaj. Kljub temu je bilo treba uporabljati kar veliko sile, ampak tako je bilo vsaj izvedljivo, jih res brez poškodb dati čisto skupaj, ker prej je bilo res to praktično nemogoče. Tako da ja, to je bil en razlog, zakaj je bilo zelo zoprno. Drug razlog je to, da so dile dolge okrog 5,5 metrov, 5 do 5,5 metrov, različne dolžine so bile, no, ker itak lesenih dil ne morejo narediti na isto, mislim, škoda bi bilo jih delati na isto dolžino, ker je bilo ful izgube, ker pač niso vsa drevesa enako visoka, tako da zaradi tega so pol dile dobiš na paketu piše povprečna dolžina, tako da midva sva vzela one, ki so imele povprečno dolžino nad 5 metrov in sem imela srečo, da nikjer niso rabile štukati, da so posod lahko za eno širino uporabile samo eno dilo. Neki dile je bilo malo pod 5 metrov, ene 4,80, 4,90, ampak tisti konc so pa lahko uporabljali tle v kuhinji, kjer imala en kos, ki je malo ožji zaradi dimnika. Tako da ja, to je bil drug razlog, zakaj je bilo težko, ker so pač dolge dile in smo jih mogla iz hodnika ven odnesti in čez okno dati noter in pol odrezati in spet čez okno ven in v drug prostor, recimo za odnevno, tako da tudi to je kar zavlekalo vse skupaj. Pa še problem seveda, da niso stene, da so povezala kuhno in dnevno, ampak stena v dnevni zunanja in stena v kuhinji, ta zunanja, nista vzporedni, niti nista vzporedni s steno, kjer imava šank, tako da sem mogla čisto vse te dile, ki so ob stenah, se pravi, to so 4 dile bile, sem mogla pač rezati, ne ožati, ampak ne samo vzporedno z robom, ampak sem mogla meriti in računati, da se da je po stran lepo prišlo, da se zdaj prilega stenam
in tudi da je ta prehod med kuhno in dnevno zdaj lep. Je pa res, zdaj ko so enotna tla, je končno občutek, da sta te dva prostora povezana in da je to en prostor. Moramo se pohvaliti, da je bilo vse skupaj 42 dil in zelo velikih je bilo, kot je Rok rekel, že za zožati, tle okrog šanka, okrog teh brun. Potem je bilo treba narediti luknje za radiatorje oziroma za cevi, ki pridejo v radiator, tako da je bilo kar nekaj pač oženja in žaganja. In mora se pohvaliti, da v 42 poskusih nisem niti enkrat nič zasrala, tako da nisva nobene dile stran naredila. Ja, vzela sva malo riskantno, vzela sva 11 paketov, to je 44 dil, midva sva jih rabila 42, s tem, da načeloma so nama v trgovini svetovali 10%, da več vzamemo, se pravi, bi mogla še en dodaten paket vzeti, ampak ja, nekako se nama ni zdel vredno še enega paketa vzeti. Rekla so, da v najslabšem primeru, če bova že kaj zasrala 2 dili, da bova šla pol v trgovino, pa pač še en paket pripeljala, ker tudi ga nimava kam shraniti, no. Tudi če bi nama ostal, bi jih lahko samo čez pol ure žagala, ker 5-metrske dile nimava kam dati. Za zanimivost pa lahko poveva še, da na koncu so bila ta 3 cm res masivna tla cenejša kakor en vinil, ki so ga gledala na kvadrat. Pač dejansko so prvo ena druga masivna tla gledala, pa sva se skoraj zjokala po pogledu na ceno, potem sva pa slučajno našla te v eni drugi trgovini, ki so še debelejša bila, ona so bila 2 cm, ta 3. In so vprašala, kaj je fora, da so tako poceni, da je to pol ni kvalitetno, ali kaj je fora. In so povedali, da je vse, kar je razlika v tem, da niso premium, to pomeni, da imajo več grč, oziroma da imajo grče, ona druga pa nimajo grč, oziroma teh rjavih pik. In ja, nama so pač grče všeč dejansko, pač se vidi, da je les, tako da sem bila sam ful zadovoljna, da nimava premium okusa. Ja, pa sem pa na koncu malo zbirala, ker večina grč je pač grča, ki je gladka, ampak je pač še vedno, je pač še vedno dila lepo gladka in se nič ne zatika. Kakšne grče so pa take malo bolj grobe, da so že malo bolj grobe že na vtip, pa mogoče malo kar malo luknje, tako da tiste dele so pa pol dajala tam, kjer je kuhna ali pa kjer bo kavč, tako da so lepo skriti in mislim, da se ne vidno, da so ekonomi in ne premium ta tla. Tako da ja, midva sva zadovoljna z rezultatom in zadovoljna, da je končno tega konc, ker je bilo to najtežje delo do zdaj. In upava, da zdaj več težjih pa res več ne bo. Za danes sva si izbrala malo lažje, ker sva precej polomljena, sploh Rok, ki je mogel udariti na Macolova scajt. Tako da se bova lotila tlele polagati tapet v steni, v spalnici je na steni šlo super, tako da upava, da nama bo tudi tukaj šlo in da bo potem končno zaključena ta kuhna. No, morava potem čez par dni še pobrusiti ta tla in jih potem povoskati, ampak ja, to bo že sledilo. To bo malo kasneje, da. Tako da upava, da bojo šle pa te tapete zdaj v easy. Sva zaključila s tapetami, na koncu je trajalo malo dlje in sva se malo bolj zafrkavala, kakor sva pričakovala. Predvsem zato, ker sem imela vmes en kot, kjer je bilo treba tapeto skozi kot potegniti, tako da pol tudi ni čisto naravnost prišlo in sva se malo s tem ukvarjala, ampak ja, zdaj je konc in sva ful zadovoljna, da je konc in kuhna že zdaj res kar lepo izgleda. Ja, vedno bolj cozy je, tako da ko mi čakava, da se bojo dela nadaljevala v naslednjih dneh, bo še veliko sprememb. Tako da ja, spremljajte in boste videli v naslednjem vlogu. Ja.